Oklepne enote izvajajo ognjene udare in manevre. Opremljene in sposobljene so za podporo pehoti ter za protidesantni in protioklepni boj. Tankovske enote predstavljajo največjo bojno moč v Slovenski vojski. Omogočajo hitre premike na bojišču in zaščito vojaških posadk. V tokratni oddaji bomo spoznali lastnosti in delovanje glavnega bojnega tanka M84. Tank je razdeljen na 3 oddelke. Se pravi, upravni oddelek, kjer je voznik, to predstavlja nekako noge tanka. Borbeni oddelek, sama kupola, kjer se nahajata namerilc, ki predstavlja pest tanka, in poveljnik, ki predstavlja nekako možgane in oči tanka. Odzadaj za nami se pa nahaja še motorno-transmisijski oddelek, ki pa tudi spada pod zadolžitve voznika. Pogovarjamo se noter po notranji zvezi. Pa vse je odvisno od izurjenosti in od situacije. Moja naloga v tanku je, da izvršujem povelja, oziroma naloge, ki mi jih zada poveljnik tanka. To je opazovanje terena, uničevanje ciljev in da sodelujem s komunikacijo z voznikom. Tank poganja 12-cilinderski motor. Osnovno gorivo je nafta D2, lahko gre pa tudi na ostala goriva. Težak je 42 ton pa pol. Dimna zavesa je pa tako, da so zadaj šobe, kjer brizgajo nafto v izpušni kolektor in pri tem se ustvarja dimna zavesa. No, še pomemben podatek je to nekje 10 litrov nafte na minuto.
Tukaj imamo granata od tanka, gre za 3 vrste granat. Prva tukaj je trenutno fugasna, prebojna pa kumulativna. To, kar imamo tle, je polnitev. Zdaj, ko je to avtomat sestav, pride pa potem v sklopu, bi izgledal potem takole. Trenutno fugasno lahko uporabljamo za uničevanje žive sile, kakšnih vozil, tudi lažjih bunkerjev, prebojno, ravno tako vozila, bunkerji. Ko je ta zaščiten, tam ima zaščiteno črno ploščo, na principu sendvič, se pravi, da je narejen iz večjih plasti, iz različnih materialov. Drugače se da pa narediti še nadgradnje. Gre za 2 varianti, in sicer aktivni oklep in reaktivni oklep. Pri aktivnem oklepu deluje na ta način, da ko ga granata zadane, eksplodira. Se pravi, da granata uniči, preden se ta dotakne samega oklepa. Reaktivni oklep pa zazna granato že v letu, preden se sploh ta dotakne tanka in izstreli ploščo v pač to prihajajočo granato, tako da ta eksplodira v zraku. To je pa LIRT, se reče temu, to je senzor laserske osvetlitve. Ta pa sporoča v bistvu poveljniku tanka, iz katere strani je bil laseriran, kakor mi pravimo. Naša tokratna oddaja o Slovenski vojski je pri kraju. Vabimo vas k ogledu prihodnje oddaje, v kateri se bomo odpravili na bojno ladjo Triglav. Do takrat pa lep pozdrav!